Drage gledalke, dragi gledalci, dobrodošli v oddaji Moj dom. Danes je z mano Boštjan Udovič, direktor Zbornice za poslovanje z nepremičninami pri Gospodarski zbornici Slovenije. Pozdravljen, Boštjan. Lepo pozdravljen. Boštjan, GZS, Gospodarska zbornica Slovenije, ZPN, Zbornica za poslovanje z nepremičninami in ZDNP, Združenje družb za nepremičninsko posredovanje. Toliko enih kratic, kaj to pomeni? Ja, mi smo toliko vajeni že, da operiramo samo s kraticami za človeka, ki se ne spozna ali pa ki ni notranji, bomo rekli, je to malo težje. Znotraj Gospodarske zbornice Slovenije, ki jo seveda vsi dobro poznajo, delujejo tudi panožne zbornice, to so tiste zbornice, ki so organizirane po dejavnostih, in ena od teh je Zbornica za poslovanje z nepremičninami, ki združuje najrazličnejše strokovnjake z področja nepremičninske dejavnosti. Glede na to, da so to zelo različne stroke znotraj te dejavnosti, imamo pa tudi posamezne te strukture organizirane znotraj posameznih združenj. Tako da imamo Združenje družb za nepremičninsko posredovanje, ZDNP, mu mi krajše rečemo, imamo Združenje upravnikov nepremičnin, ki združuje upravnike, večinoma večstanovanjskih stavb, pa tudi drugih nepremičnin. Imamo Združenje stanovanjskih skladov, ki združuje, tako kot ime pove, stanovanjske sklade, in pa Združenje ocenjevalskih podjetij. To pomeni, v enih od preteklih oddaj smo se pogovarjali, da posrednikov je ogromno na trgu, a ne, eni imajo certifikate, eni imajo kodeks, spoštujejo. To pomeni, to so združeni v kateri zbornici? Ja. V vseh treh, ki sva jih omenila. Se pravi, vsak, ki je član Zbornice za poslovanje z nepremičninami, je tudi član Gospodarske zbornice Slovenije. V Združenju družb za nepremičninsko posredovanje so pa samo tiste gospodarske družbe, ki na trgu opravljajo dejavnost nepremičninskega posredovanja. Tako da seveda je pa od leta 2006 članstvo v Gospodarski zbornici Slovenije in vseh njenih enotah prostovoljno, tako da niso vsi, ki to dejavnost na trgu opravljajo, tudi naši člani. Aha, pa koliko rečemo je na trgu agencij in koliko jih je vključenih v Gospodarsko zbornico? Ja, na prvo vprašanje je težko natančno odgovoriti, ker se pri nas podjetja registrirajo zelo različno in to dejavnost imajo registrirano tudi nekatera podjetja, ki je sploh ne upravljajo, imajo mogoče malo bolj na rezervo, ampak po določenih elementih, po katerih se to da oceniti, ugotavljamo, da je nekje od 450 do 500 gospodarskih družb na trgu, ki to dejavnost redno opravljajo. Zdaj, od teh jih je pa v našem članstvu, se pravi v Zbornici za poslovanje z nepremičninami, približno 150. Tudi to lahko malo varira, pa se v Združenje družb za nepremičninsko posredovanje včlani tudi tisti, ki mogoče dejavnosti trenutno ne opravlja, pa jo želi opravljati ali kakorkoli, ampak se pravi nekje tretjino trga glede na število gospodarskih družb pokrivamo. Je pa mogoče treba povedati, da je večina naših članov, oziroma tako, da je večina večjih gospodarskih družb, tistih bolj resnih, v našem članstvu, tudi dejansko pokrivamo večji del trga. In kaj je potem prednost, rečemo, družbe, ki je, oziroma kaj je sploh namen tega združenja, te števila, koliko jih je vključenih, kakšne imamo prednosti? Zdaj, v osnovi je tako, glede na to, da je članstvo prostovoljno, seveda je naš namen ali pa naša naloga predvsem izpolnjevanje interesov ali pa zadovoljevanje potreb, ki jih imajo naši člani, se pravi ta podjetja. Zdaj, to so najrazličnejše naloge. Ena od glavnih je gotovo ta, da se borimo za izboljšanje zakonodaje. Zdaj, ravno ta je problematična, ker naši uspehi na področju zakonodaje so prvič odvisni od števila članov, tako da si želimo, da bi bili vsi, ki delajo na trgu, tudi člani, ker bi na ta način lažje nekaj dosegli. Po drugi strani pa tudi vsi dosežki, ki jih uspemo realizirati, koristijo tudi tistim, ki niso člani. Boštjan, zakaj je potem dobro, da se agencije združujejo, rečemo tukaj pri Gospodarski zbornici? Dobro je že zato, da se združujejo, ker smo skupaj močnejši, dobro je zato, da se izmenjujejo dobre prakse, da, bom rekel, so seznanjene z novostmi in tako, ampak večinoma se pa v Gospodarski zbornici nasploh, rekel sem, da je pač članstvo v Gospodarski zbornici od leta 2006 prostovoljno, združujejo zato, ker za njih opravljamo določene storitve oziroma ker zadovoljujemo njihove interese, se pravi delamo tisto, kar nepremičninske družbe oziroma podjetja, pač gospodarske družbe, ki se združujejo, pri nas rabijo.
Zdaj naše naloge glavne, seveda glede na to, da nas člani s članarino financirajo, so predvsem namenjene njim. Res pa je, da so nekatere naloge take, da jih ne moramo opravljati samo za člane. Tudi naša najpomembnejša naloga, ki jo vsi izpostavljajo kot najpomembnejšo, to je skrb za izboljšanje zakonodaje, je taka, da se je ne da delati samo za člane, ker če nam nekaj uspe spremeniti, imajo korist od tega vsi, ne. Tako da definitivno je, bom rekel, kar pretežen del našega dela usmerjen v to, da bi izboljšali poslovno okolje, večinoma seveda skozi to, da bi se zakoni izboljšali. In to velja tako za gospodarsko zbornico kot za posamezne zbornice znotraj tega sistema. Potem pa delamo še najrazličnejše druge stvari, od tega, da skoraj dnevno gospodarskim družbam svetujemo, tako o pravnih vprašanjih, o zakonodaji, kot o nekih aktualnih vprašanjih v panogi. Zadnje čase vedno bolj svetujemo tudi potrošnikom, se pravi navadnim državljanom, tudi če niso naši člani, takrat, ko imamo občutek ali pa ko vidimo, da bi lahko s tem nasvetom razrešili mogoče kakšen spor ali preprečili neko eskalacijo spora ali pa preprosto osveščali državljane o dejavnosti nepremičninskega posredovanja, takrat se nam to zdi koristno. Potem je zelo pomembna naloga, ki jo opravljamo, tudi izobraževanje. Vsa leta že, odkar obstajamo, si zelo prizadevamo, da bi se standardi ali pa kvaliteta storitev izboljševala in zato je nujno, da se vsi, ki to izvajajo, redno usposabljajo, redno izobražujejo, tako da mi vsako leto organiziramo kakšna izobraževanja, ki jih člani prepoznajo kot pomembna. Potem, glede na to, da je prostovoljno članstvo, moramo tudi določene storitve zagotavljati, se pravi take storitve, ki jih naši člani prepoznavajo kot pomembne. Recimo že kar nekaj let pripravljamo vzorce dokumentacije, ki jo nepremičninske družbe uporabljajo pri svojem poslovanju in jim na ta način skušamo olajšati poslovanje. Potem preko naših spletnih strani pa e-novic pa obvestilnikov jih redno obveščamo o vsem, kar se dogaja. Organiziramo online sestanke, pa sestanke v živo, kjer ne samo, da mi sporočamo neke pomembne stvari, ampak se tudi naši člani med seboj lahko komunicirajo, pa izmenjujejo dobre prakse. Vse to so te stvari, ki jih v bistvu za naše člane nekje upravljamo. Ne. Člani so praktično gonilo cele zbornice. Tako se pravi, če ne bi bilo članov, ne bi bilo zbornice in člani sami delajo na tem, da izboljšajo kvaliteto samega nepremičninskega posredovanja. Tako je, to je jasno kot beli dan, če članov ne bi bilo, tudi nas ne bi bilo in tega se tudi tisti, ki niso člani, ne zavedajo, ne, da v bistvu tisti, ki so člani, delajo korist tudi njim, ne, ker če mi ne bi imeli nobenega člana v neki dejavnosti, gotovo ne bi nobenih storitev za to dejavnost upravljali. Ne. Včasih je bilo drugače, ker je bilo članstvo obvezno, ne, danes je pa pač situacija taka. Ja, vedno je to povezano tudi potem s financami, a ne, več članov je, več je denarja na razpolago za vse te storitve, ki se upravljajo, za to, da povečujemo kvaliteto samega dela, da se lahko lažje pogovarjamo s državnimi uslužbenci, kateri... Seveda, en vidik je finančni, ne, seveda, če je več članov, se s članarino zbere več sredstev in se lahko potem s temi sredstvi tudi več naredi. Drugi vidik je pa sama teža števila članov, ne, ker drugače lahko nastopaš v razmerju do države in do pristojnih inštitucij, če pokrivaš celoten trg, bom rekel, če so praktično vse gospodarske družbe, ki dejavnost opravljajo tvoji člani, ali pa če jih je, bom rekel, nek manjši delež v članstvu. Ne. Tako da tudi zaradi tega si prizadevamo, da bi bilo članov več. Nekaj dostikrat je slišati, zakaj pa bom jaz član, pa plačeval tisto članarino, saj bodo tako drugi za mene nekaj naredili, ne. Ampak to je verjetno argument, ne. Številni se dobro zavedajo, da večino teh stvari, ki sem jih omenil, bi delali ali so naši člani ali niso, ne. In od nekaterih od teh imajo tudi neposredno korist. Če nam uspe spremeniti zakon na boljše, nam ga uspe spremeniti za vse, ne samo za člane, in bomo rekli, nekateri se na ta način šlepajo. To je res. Razumem pa, da nekateri mogoče tudi ne vidijo koristi zase osebno, čeprav je tako, da v zadnjih 8 letih, odkar sem jaz na zbornici, je izčlanitev zelo, zelo malo, ne, zato ker tisti, ki pridejo v članstvo, tudi na kratek rok prepoznajo koristi in potem nam ostanejo zvesti v tem smislu, ne. Razen seveda tistih, ki mogoče dejavnosti več ne opravljajo ali pa grejo v stečaj ali kaj podobnega. Ne. Ja, jaz malo bolj poznam Združenje družb za nepremičninsko posredovanje, ker sem tudi sam, moje podjetje, član tega združenja in to, koliko let je zdaj to že? To je že 15 let nekje obstaja združenje, ne, ampak
Zbornica za poslovanje z nepremičninami je obstajala že pred tem in tudi znotraj nje so bili že organizirani tudi nepremičninski posredniki oziroma nepremičninske družbe. Takrat, ko so pa združenje ustanovili, so pa nepremičninski posredniki ugotovili, da rabijo še neko svojo organizacijo, ki bo skrbela izrecno ali pa bolj specifično za potrebe nepremičninskih družb. In tako je nastalo združenje in tako nastanejo v bistvu vsa združenja tudi znotraj naše zbornice. Ja, se dejansko, ker nekaj vemo, ta del gospodarstva je zelo pomemben, ker mi kot državljan, ki se srečuje z nakupom nepremičnin, mogoče enkrat, dvakrat, trikrat v življenju, dejansko svoje življenjske prihranke vloži v en posel, in tukaj mora biti res ta posel speljan kvalitetno, brez da bi bilo malo možnosti, da gre kaj narobe. Mi, ki delamo v stroki, se tega zelo dobro zavedamo, tudi država se tega zelo dobro zaveda, zato je tudi poklic nepremičninskega posrednika kar podrobno reguliran, to je eden od bolj reguliranih poklicev. Bojim pa se, da se državljani ali pa tisti, ki nepremičnine kupujejo oziroma prodajajo, ampak predvsem tisti, ki jih kupujejo, tega ne zavedajo dovolj dobro. Jaz večkrat dam za primer, da za avte bistveno bolj skrbimo kot za nepremičnine. Pri avtu vsak, ki ga kupuje, ve, da je treba preveriti, če niso bili kilometri prevrteni, če ni bil avto karamboliran. Pri nepremičninah se vsi kar nekako zanašajo, da itak je nepremičnina v zemljiški knjigi, pa itak je pogodba overjena pri notarju in ljudem kar nekako samoumevno postane, da je z nepremičnino načeloma vse v redu. Pa temu ni tako. Zdaj, ne vem, iz polpretekle zgodovine imamo primere, ko so bila določena območja poplavljena. Nekatere nepremičnine so zgrajene na poplavnih območjih, so večkrat poplavljene. Imamo nepremičnine, ki so potresno ogrožene, imamo nepremičnine, ki so neskladne gradnje, ki so zgrajene brez gradbenega dovoljenja. In na vse to je treba biti pozoren in v tem pogledu ima nepremičninski posrednik kot strokovnjak izjemno pomembno vlogo. Mogoče po nekaj minut premora midva nadaljujeva raven o tej varnosti nakupa ene določene nepremičnine. Lepo pozdravljeni nazaj v oddaji Moj dom. Danes je z mano Boštjan Udovič, direktor Zbornice za poslovanje z nepremičninami po Gospodarski zbornici. Boštjan, začela sva se pogovarjati o varnosti nakupa ene nepremičnine. Nepremičnine, ki je plod zbiranja sredstev oziroma življenjske odločitve vsakega posameznika, ki vloži v to vse svoje prihranke še za naslednjih 30 let lahko naprej. Kaj bi svetoval, na primer, kakšno agencijo izbrati, kot rečemo potencialni prodajalec, kupec, najemnik, najemodajalec pri nepremičnini? Ja, res je. Varnost prometa z nepremičninami ali pa nepremičninskih poslov je tista, zaradi katere je tudi država to področje podrobno regulirala in je tudi predvidela licence za nepremičninske posrednike, se morajo tudi izobraževati in morajo biti strokovno usposobljeni. Mogoče najpomembnejši element te varnosti je obvezna zavarovanje poklicne odgovornosti obvezno. Vsaka nepremičninska družba mora imeti zavarovano poklicno odgovornost za morebitno škodo, ki jo povzroči s svojim nestrokovnim delom pri posredovanju. Tako da že samo dejstvo, da je nepremičninska družba oziroma nepremičninsko posredovanje tako regulirano, daje potrošnikom neko garancijo. Tako da vsak, ki je udeležen v poslu, predvsem pa seveda kupci, pa najemniki, predvsem kupci, bom rekel, ker najemnik še vedno zamenja več nepremičnin v času najema, bi morali biti na to posebej pozorni. Zdaj, ena stvar je seveda to, da je v poslu udeležen posrednik. Bom rekel, načeloma je prvi korak, da je katerikoli, ker vsi nepremičninski posredniki morajo imeti licenco, morajo imeti zavarovano poklicno odgovornost in tako naprej. Ampak potem, seveda, če želimo narediti korak naprej, pa še povečati svojo varnost, imamo pa druge elemente, ki jih lahko gledamo. In tako kot se država zaveda pomena kakovosti oziroma te varnosti v nepremičninskih poslih, se tudi mi zavedamo tega. Tako da v enem delu so storitve, ki jih mi izvajamo, sicer za naše člane, namenjene pretežno potrošnikom. Že leta 2011 smo tako recimo uvedli kodeks dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami, v katerega smo zapisali vse najpomembnejše dobre in slabe prakse, ki jih lahko nepremičninske družbe pri prometu z nepremičninami izvajajo, in tisti, ki podpišejo izjavo o spoštovanju določb kodeksa, so načeloma, recimo temu, za potrošnika bolj varni. Se pravi, da je to že prvi pokazatelj za potrošnika, kako lahko izbere nepremičninsko družbo. Kar bi poudaril je,
da se pri nas vse prepogosto na trgu dogaja, da prodajalci, ponavadi so prodajalci tisti, ki sklenejo pogodbo o posredovanju, sklenejo pogodbo z večjimi nepremičninskimi družbami in rečejo, ja, bo že ena od njih prodala prej nepremičnino in tista bo potem upravičena do plačila. A lahko samo skočim, ravno, ker si spodbudil me v tej temi, a pa je v tem primeru interes ene agencije, kaj je interes, dobro prodati ali hitro prodati? Verjetno je v tem primeru spodbujena, da hitro proda in da je tista, ki bo potem upravičena do plačila za posredovanje. Ampak s tem si v bistvu naročnik, potrošnik sam sebi povzroči škodo, poleg tega, da povzroči škodo vsem tem nepremičninskim družbam oziroma vsaj večini od njih, ker vsaka od njih je že po zakonu zavezana opraviti določene storitve, plačana bo pa na koncu samo ena, samo tista, ki bo uspešno pripeljala do realizacije posla. Zato jaz vedno poudarjam, ko se pogovarjam s potrošniki ali pa ko razpravljamo o teh zadevah, da bi moral potrošnik prej vložiti več energije v to, da bi izbral dobro nepremičninsko družbo. Pri temu pa jim lahko pomagamo seveda tudi mi. Prva stvar, ki se rekel, je kodeks, se pravi, treba je preveriti, če je nepremičninska družba podpisnica kodeksa, to pomeni, da si bo bolj prizadevala. Sej podpis ene izjave o spoštovanju določb kodeksa ne pomeni, da nekdo ne more narediti napake ali pa mogoče tudi, da ni pošten, ampak vsaj na načelni ravni se je zavezal, da bo spoštoval določbe kodeksa in se ga da mogoče v tem smislu malo bolj držati za besedo. Potem smo pred 4 leti razvili tudi certifikat zaupanja vredna nepremičninska družba, ki je v bistvu še nadgradnja tega kodeksa. Ta certifikat lahko pridobijo samo nepremičninske družbe, ki izpolnjujejo 15 pogojev, ki smo jih mi vnaprej opredelili kot take, ki dokazujejo nek višji standard upravljanja storitev. Recimo med temi pogoji je tudi nekaznovanost direktorja in nepremičninske družbe. Pogoj je tudi, da nepremičninska družba ni dobila izrečene globe za neke hujše prekrške, ki so opredeljeni v zakonu o nepremičninskem posredovanju. Potem odprt mora imeti fiduciarni račun oziroma mora pri svojem poslovanju uporabljati fiduciarni račun. Poseben pogoj je, da se morajo nepremičninski posredniki vsako leto izobraževati, ne vsi, ampak 40% vsako leto, tako da zagotavljamo na ta način nek višji standard, kot ga že sicer za nepremičninske posrednike predvideva zakon. Tako da je to zdaj en dodaten pokazatelj ali pa dodaten pripomoček, ki ga lahko potrošniki uporabljajo takrat, ko izbirajo nepremičninsko družbo. Nenazadnje, že samo članstvo v naši zbornici je po mojem mnenju dober pokazatelj, da nepremičninska družba resno misli, ko opravlja svojo dejavnost. Se pravi, da tiste nepremičninske družbe, ki niso člani, je že vprašanje, če želijo deliti svoje dobre izkušnje, če želijo mogoče izboljšati svoje poslovanje z izkušnjami drugih. Tisti, ki so naši člani in se tudi redno udeležujejo naših sestankov, tisti, ki so člani upravnega odbora, tudi upravnih odborov in tako naprej, tisti pokažejo pa neko večjo prizadevnost pri tem, da bi svoje poslovanje izboljševali. Tako da tudi dejstvo, da je nepremičninska družba članica gospodarske zbornice oziroma zbornice za poslovanje z nepremičninami, je lahko za potrošnika pomemben znak, da spoštuje neke višje standarde dejavnosti. Kje lahko potrošnik vidi, kdo je podpisnik certifikata, kdo spoštuje kodeks, član zbornice, kdo je? Vse te zadeve, ki sem jih omenil, se pravi tako imetnike certifikata kot podpisnike kodeksa, kot naše člane, lahko potrošniki zelo enostavno dobijo na naših spletnih straneh. Mi to ažurno objavljamo oziroma prečiščujemo te sezname, tako da v vsakem trenutku lahko potrošnik, ki ga to zanima, pride na našo spletno stran in preveri, katera nepremičninska družba izpolnjuje te pogoje, ki sva jih zdaj omenila. To pomeni, Boštjan, se pravi, če jaz izberem, pa gledam član gospodarske zbornice, da spoštuje kodeks, da ima pridobljen certifikat zaupanja vredna nepremičninska družba, pomeni, da tukaj lahko mirno spim, da bo ta posrednik, ta družba za mene res opravila posel, da ne bom izgubil mojega premoženja. Načeloma je tako, da roke v ogenj se pač za nikogar ne da dati, nekdo je lahko danes pošten, jutri bo naredil napako, ampak definitivno tisti, ki izpolnjuje vse te pogoje, gotovo si prizadeva za izpolnjevanje višjih standardov in mu lahko bolj zaupamo.
Je pa tako, jaz vedno pravim, pri vseh takih dejavnostih, pri poslih, ki jih opravljamo enkrat v življenju, so še druge stvari, ki jih moramo preveriti. Verjetno se preveri tudi kakšno dobro besedo od znancev, od sorodnikov, prijateljev, potem je pametno verjetno opraviti tudi daljši razgovor z nepremičninsko družbo. Tisto, kar jaz opozarjam vedno je, dajmo raje vložiti več časa pa več energije v izbiro nepremičninske družbe, pa potem delati z isto nepremičninsko družbo, ki bo za nas bistveno bolj poskrbela, kot na začetku podpisati 5 pogodb, pa reči, ena od njih bo že pripravila posel do konca. Večjo previdnost. Ja, sej, če bi človek večkrat v življenju prodal ali pa kupil, potem ni problem izbirati med agencijami. Tako pa res je malo loterije, koga izbrati, ampak kakor vidimo, da dejansko je nam v pomoč spet na stran gospodarske zbornice, klik, posredniki, da vse to ima in potem lahko mirno. Jaz bi predlagal, da po krajšem odmoru midva še pogledava, kaj nam še gospodarska zbornica nudi. Prav. Dobrodošli spet nazaj v oddaji Moj dom. Še vedno je z mano Boštjan Udovič z Gospodarske zbornice Slovenije. Boštjan, zdaj sva kar nekaj časa pustila na to, da sva predebatirala, kako gre pri posrednikih, kako se prodajajo nepremičnine, kako varno kupiti, kako izbrati dobrega posrednika, malo smo dali na svetov, ampak tu se me pa zanima, kaj še zbornica za poslovanje z nepremičninami, kaj še obsega, kje lahko naše stranke vidijo še prednosti pri zbornici, kje se lahko še kaj naučijo? Ja, tako kot sem rekel, mi smo seveda združenje gospodarskih subjektov in prostovoljno združenje, tako da večinoma delamo za njih, ampak znotraj tega seveda prepoznamo tudi storitve, ki jih moramo upravljati za uporabnike njihovih storitev. Tako da res sva več časa zdaj namenila nepremičninskim posrednikom, tako kot sem že prej omenil, pa so znotraj naše zbornice organizirani tudi upravniki nepremičnin, se pravi večinoma upravniki večstanovanjskih stavb, stanovanjski skladi in pa ocenjevalci vrednosti nepremičnin. In tudi na teh področjih seveda delamo stvari, ki koristijo tudi potrošnikom oziroma državljanom. Imamo tudi nešteto klicev strani etažnih lastnikov, ki sprašujejo. Tako da od vseh teh dejavnosti gotovo je največ storitev, ki so namenjene državljanom na področju upravljanja nepremičnin. Tam je tudi največ dilem. Če sva prej več časa govorila o tem, kako poskušamo izboljšati storitve na področju nepremičninskega posredovanja, je pri upravljanju večstanovanjskih stavb hecno, vsaj zame hecno, ki sem zdaj v tej panogi delam že kar nekaj časa, da ta praktično ni regulirana. Pri nepremičninskih posrednikih je država postavila kot pogoj, da morajo nepremičninski posredniki imeti licenco, se izobraževati, imeti obvezno zavarovanje poklicne odgovornosti, pri upravnikih država ni postavila čisto nobenih pogojev, tako da je lahko upravnik vsak. To seveda avtomatično pomeni, da je tveganje lahko za etažne lastnike bistveno večje, še posebej, če sami niso dovolj skrbni, da bi takrat, ko izbirajo upravnika, se temu izbirnemu procesu malo bolj posvetili, pa res pridobili podatke, ki jim lahko, bom rekel, to tveganje zmanjšajo. No in zato smo v bistvu še preden smo sprejeli certifikat zaupanja vredna nepremičninska družba, sprejeli, mislim, da že v letu 2017, certifikat zaupanja vreden upravnik, ki ga pa analogno temu, kar sem prej povedal, lahko pridobijo družbe, ki opravljajo storitve upravljanja nepremičnin, večinoma seveda večstanovanjskih stavb. Tudi tam imamo predvidenih 15 pogojev. Recimo, eden od pogojev je nekaznovanost družbe oziroma direktorja. Zelo pomemben pogoj je stanje sredstev rezervnega sklada. Mi smo praktično edini v državi, ki preverjamo, da ima upravnik, tisti seveda, ki želi pridobiti certifikat, ker je ta certifikat popolnoma prostovoljen, da ima na transakcijskih računih oziroma fiduciarnih računih enaka sredstva shranjena, kot jih prikazuje v svojih knjigovodskih evidencah. Se pravi, da vsako leto, ker oba certifikata, tako za tisti za nepremičninske družbe kot ta za upravnike, se podeljujeta vsako leto znova. Se pravi, da je treba te pogoje vsako leto znova izkazati. In mi vsako leto za tiste upravnike, ki pridobijo certifikat, preverimo, da je bilo stanje sredstev na računih 31.12. preteklo leto, tako kot je v njihovih knjigah. Se pravi, da ne more prihajati do tega, da bi nekdo imel prazne račune, če po domače povem, pa bi se šel v upravljanje. Res pa je, da je ta certifikat prostovoljen, tako kot sem rekel, in tisti, ki niso pošteni ali pa ki, bom rekel, mogoče zlorabljajo ta sredstva ali karkoli, jaz sem sicer prepričan, da je takih izjemno malo, se pa najdejo, sami, mislim, vsi poznamo primere iz prakse, ko se je to zgodilo,
ampak tisti, ki tako delajo, certifikata sigurno niti ne želijo pridobiti, ker ne želijo, da bi nekdo, če po domače povem, brskal po njihovih knjigah. Ne? Ja, to je res, ne, z upravniki se dejansko srečujemo pa skoraj dnevno, oziroma vsaj enkrat mesečno pa takrat, ko dobimo njihove položnice, ne. Tako da je to zelo pomemben del zborničnega dela. In to velik delež prebivalcev, ne, po nekaterih ocenah je etažnih lastnikov nekje 450 tisoč v Sloveniji. Se pravi, da teh 450, to je četrtina prebivalstva, ki se na tak ali drugačen način srečuje z upravniki. In seveda več ali manj čutijo neko jezo takrat, ko dobijo položnico. Včasih že samo zato, ker si ne znajo razložiti, kaj točno je na tej položnici. Včasih dobimo klic od etažnega lastnika, pa reče, jaz upravniku plačujem vsak mesec 100 evrov, pa se niti ne zaveda, da upravniku od tistih 100 evrov mogoče plačuje 10 evrov ali pa niti to ne. Zato, ker na tisti isti položnici dobi tudi vse stroške raznih dobaviteljev. Ne? Ja, mogoče kdaj ljudje narobe razmišljajo, upravnik mi to vzame vsak mesec, ampak dejansko od upravnika samo tisti del strošek upravljanja, vse ostalo so pa prefakturirana sredstva, katera drugi dobavitelji njim. Tako je, mislim, te neosveščenosti ali pa nezavedanja je na trgu ogromno. Včasih je za to krivo tudi slaba komunikacija upravnikov samih z etažnimi lastniki. Pogosto ugotavljamo, saj vemo, da so upravniki na precej slabem glasu v naši državi, zdaj tudi drugje mogoče, ampak pri nas še posebej, ampak v večini primerov, ko se spustimo v nek primer, ko recimo etažni lastnik pokliče, pa se spustimo v nek primer, ugotovimo, da je težava v tem, da se etažni lastniki med sabo ne razumejo v stavbi. In takrat ima recimo upravnik, tisti, ki ne želi biti pošten ali pa želi zlorabljati to zaupanje, takrat on najde svoj prostor, ker reče, vsi etažni lastniki se itak ne morejo dogovoriti za nič, pa se ne bojo dogovorili tudi zato, da bi me zamenjali. In največja nevarnost za etažne lastnike je, da med seboj niso usklajeni ali pa da ne znajo komunicirati. Jaz sem dostikrat sam pri sebi rekel, da bi mogel vsak etažni lastnik prej imeti mogoče eno svojo lastno nepremičnino, za njo skrbeti, potem pa iti šele v večstanovanjski objekt, tam, kjer je več etažnih lastninov, ker dejansko moramo nekaj vedeti. To je njihovo premoženje in oni bodo mogli poskrbeti. Upravnik jim lahko samo pomaga in jih vodi skozi to zgodbo in pa da skrbi, da je tudi vse zakonsko urejeno na tem objektu. Tudi pri tej zadevi velja tisto, kar sem prej rekel. Še vedno ugotavljamo, da so ljudje bistveno manj v povprečju, seveda, ne vsi, odgovorni do svoje nepremičnine kot do svojega avta. Dejstvo je, da pred dobrimi 30 leti smo denacionalizirali družbeno premoženje, praktično vsa stanovanja razdelili med državljane in dobili takrat tudi ogromno lastnikov, ne da bi jih kritiziral, ampak takih, ki se preprosto niso zavedali odgovornosti lastništva. In to se v večstanovanjskih stavbah pozna še danes. Mogoče je manj prisotno po 30 letih, ampak še danes je ta občutek, da ljudje nekako pričakujejo, da bo z njihovo nepremičnino nekdo drugi upravljal in da oni s tem nimajo nič. Za tistih par evrov na mesec. Za tistih par evrov na mesec, ja. Zdaj, upravniki, potem imamo pa tudi cenilce, ki so tudi noter, tudi z njimi se srečujemo, če ne drugače, saj takrat, ko kaj kupujemo ali pa kaj podedvamo ali pa kaj dobimo. Tako pri nas so organizirane družbe, ki opravljajo ocenjevanje nepremičnin na trgu, ampak večinoma tisti, ki imajo licenco pooblaščenih ocenjevalcev nepremičnin. Zdaj, ocenjevalska stroka je pri nas zelo, bom rekel, razdrobljena oziroma zelo neustrezno regulirana, bom rekel, ker si je država vzpostavila več vzporednih sistemov ocenjevanja in je to lahko za uporabnike precej moteče. Res pa je... Nerazumljivo mogoče. Nerazumljivo. Imamo že odprej sistem sodnih cenilcev, potem je država upeljala še pooblaščene ocenjevalce vrednosti, potem nikoli ni niti razmejila, niti poenotila teh dveh sistemov. Res pa je, da mogoče za državljana je ta dejavnost malo manj opazna, zato ker večinoma se s cenilcem srečamo, zato ker nam ga nekdo dodeli. Banka zahteva, da je nepremičnina ocenjena in banka da seznam cenilcev in stranka se lahko odloči za enega od njih. Tako da neposredno imajo državljani bistveno manj stika z ocenjevalci vrednosti nepremičnin, kot z upravniki ali pa s posredniki. Sam vedno, če se pravi, kako sem rekel, ali pa davčna zahteva, da seveda. Seveda. Potem so četrto združenje, je pa združenje stanovanjskih skladov. Zdaj tam pa stanovanjski skladi so pa že itak sami v dnevnem stiku s svojimi strankami, z najemniki javnih najemnih stanovanj.
Tako da mi za to združenje si prizadevamo predvsem za izboljšanje zakonodaje, za izboljšanje stanovanjske politike. Ogromno naših prizadevanj gre v smeri, da bi bila stanovanja bolj dostopna, da bi država prepoznala pomen stanovanjske politike, da bi zgradila več javnih najemnih stanovanj, ker cel čas opozarjamo na to, da visoke cene nepremičnin pa visoke najemnine niso rezultat grdih lastnikov pa grdih najemodajalcev, ampak so predvsem rezultat pomanjkanja nepremičnin na trgu. In država naša je v zadnjih 20, lahko rečemo 30 letih na tem področju zaspala, tako da bom rekel, v Združenju stanovanjskih skladov grejo naša prizadevanja predvsem v smer, da bi izboljšali ali pa povečali ponudbo cenovno dostopnih stanovanj na trgu. In pa kvalitete tudi teh stanovanj. In pa seveda kvaliteto oziroma standard, bomo rekli standard najema, kakorkoli že to obrnemo. In pa seveda zakonodaja je pa vedno, pri vseh združenjih je zakonodaja. Če sem prej omenil, da pri nepremičninskih posrednikih si prizadevamo, da bi skozi zakonodajo izboljšali poslovanje, poslovno okolje, je to še bolj očitno pri upravnikih recimo, kjer je stanovanjski zakon včasih zelo robat, zelo tak neprijazen. No in stanovanjski zakon je tudi tisti predpis, ki ureja najemna razmerja in v večjem delu kroji poslovanje javnih stanovanjskih skladov. Tako da stanovanjski zakon je za nas nekje tisti temeljni akt, ki ga poskušamo izboljšati. Jaz mislim, da je to ta tema najemniških stanovanj, pa to prav tema za celo oddajo samo tega. Tako da sam, kakor vidim, če bi želeli kaj v zvezi z nepremičninami, ocenjevanje, posredovanje, upravljanje, se obrnemo na gospodarsko zbornico in bomo dobili vse informacije. Se strinjam, mislim, nikoli državljanu, etažnemu lastniku, potrošniku, ki nas pokliče, bom rekel, ne zaloputnemo vrat, ne položimo slušalke, vedno poskušamo pomagati. Res pa je, da če bi bilo tega preveč, preprosto ne bi zmogli, ker smo kadrovsko omejeni. Ampak v tem trenutku mislim, da na leto po naših evidencah enih 150 nasvetov damo tudi potrošnikom. Tako da skrbimo tudi za ta del. Naj pa čas prehitu smo prišli do konca. Dragi gledalci, hvala, ker ste nas gledali. Boštjan, hvala za obisk. Hvala za priložnost.